Drage gledalke, dragi gledalci, spet smo v oddaji Meditacija z Anando po 3 mesecih pauze. Upam, da ste vsaj malo meditirali ali pogledali kakšno oddajo, ki jih imamo na YouTubu, televizija ETV. Tako da danes in naprej bi nadaljevali z meditacijami, z duhovnostjo, mogoče na malo drugačen način kot do zdaj. Veliko sem govoril, razne tematike sem imel, tako da lahko si pogledate, kot sem rekel, že na televiziji ETV, na YouTubu in na Facebooku. Danes bi za spremembo vodil meditacijo, bi imeli vodeno meditacijo. Čeprav to ni moj način, lahko si pogledate moje prejšnje oddaje, tam imate kar nekaj vaj. V bistvu človek mora biti po eni strani samostojen v meditaciji, tako da ni odvisen od zunanjega vodenja bilo koga, ali od aplikacij, meditacije in tako naprej. Samostojen v smislu, da je reden in da zna umiriti ampak seveda pri tem mu na notranjem planu lahko pomaga duhovni učitelj in razne višje kozmične sile. Tako da prava meditacija in napredek iskalca se začne, ko sam vsakodnevno meditira in mu njegova duša daje izkušnje. Ampak danes za spremembo bi imeli vodeno meditacijo. Prav tako bi povedal, da najbrž v bodočnosti, mogoče nekje konec oktobra ali v novembru, bi imeli snemanje v živo, kjer boste lahko spraševali, postavljali vprašanja, še jutro je, pa se mi malo zatika, postavljali vprašanja o vseh tematikah, ki sem jih do zdaj imel v 2-3 sezonah gostovanja na ETV televiziji in pa o meditaciji, tako da o tem boste obveščeni. Tako da za zdaj bi kar potem naredili to vodeno vajo meditacije. Prej bi mogoče povedal, da če kdo ima kakšne fizične ali mogoče mentalne težave, da se prej posvetuje z svojim zdravnikom, če lahko dela bilo katero meditacijo ali bilo katere vaje meditacije. Meditacija je zelo varna, če se izvaja pravilno, pod vodstvom, je nekaj najbolj naravnega, ampak včasih ljudje ne poslušajo in grejo po svoje, ali pa postanejo, pač preveč zagriženi ali fanatiki in potem to vodi v slabo. Drugače pa meditacija je najbolj naravno človeško stanje, polno miru, radosti, luči in blaženosti. Tako da, kar je pomembno pri meditaciji, da še enkrat ponovim, je zravnana hrbtenica. Da sedimo z zravnano hrbtenico. Lahko sedite ali na stolu, ali na tleh, če obvladate lotosov položaj. Lahko, ni pa sploh nujno. Lotosov položaj v večini primerov, če niste gibčni, je neudoben. Edina prednost lotosovega položaja je, da nam pomaga držati hrbtenico zravnano, kar je zelo pomembno pri meditaciji, zaradi pretoka
kundalini energije po čakrah, da dihamo po temi pljuči in tako naprej. Tako da v bistvu bi kar začel z eno vajo meditacije. To še ni meditacija, to je vaja. Imamo vaje meditacije, kot so vizualizacije, imaginacije, vaje vizualizacije, vaje imaginacije, vaje dihanja, vaje koncentracije in tako naprej. Danes bi naredili eno, bom rekel, mešano vajo vizualizacije in pa na koncu vajo koncentracije. Tako da lahko začnemo. Hrbtenico zravnamo. In dihamo počasi. Skozi nos. Vdih. Skozi nos. Izdih. Skozi nos. Dihamo počasi. Tako počasi, da kot če bi nekdo dal nitko pred naš nos, da se ona nitka ne bi premaknila. Probajmo dihati z trebušno prepono. Predstavljamo si, da dih prihaja iz našega trebuha in gre navzgor po pljučih do temena glave, do Sahasrara čakre. Potem pa, ko izdihnemo, si pa predstavljamo, da človeštvu nudimo dobro voljo. Celi zemlji. Človeštvu nudimo dobro voljo. Se pravi, vdihnemo globoko, vendar dihanje mora biti udobno. Seveda pri dihanju dihajo naša pljuča, ampak mišice, ki jih uporabljamo, so trebušne mišice, oziroma tako je najbolj pravilno, in ne z rameni. Globok vdih in potem, ko izdihnemo, ko izdihujemo, si predstavljamo, da nudimo dobre misli človeštvu. Kako ljubiti ljudi, kako imeti rad ljudi okoli nas in naše prijatelje in tiste, ki niso naši prijatelji. Lahko si predstavljamo zemljo. Okroglo zemljo v vesolju. In da tej zemlji nudimo dobro voljo, prijaznost in ljubezen. Moč misli, moč volje je zelo močna. Če to lahko naredimo iskreno iz srca, potem naše misli, naša volja ne bo za manj. No, pa dajmo nekaj časa dihati
na tak način. Zdaj si lahko predstavljamo, lahko si predstavljate eno rožo, ki vam je najbolj všeč. Lahko je to navadna cvetlica ali lotosov cvet ali tulipan. In predstavljajte si to rožico v vašem srcu, v sredini prsnega koša. In dajmo ime tej roži. Naj bo ime hvaležnost. Se pravi, ime rožice, katero ste si predstavljali, je hvaležnost. In probajmo občutiti v srcu lepoto te rože in dišavo. Potem probajmo občutiti, si predstavljati, da se lepota in vonj te rože širita na celo naše telo. Iz srca navzgor do glave, potem navzdol do trebuha, še nižje do stopal. Po celem telesu probajmo občutiti
lepoto in dišavo te rože, katero ste si zamislili in ki smo ji dali ime hvaležnost. Potem probajmo občutiti, da v bistvu namesto našega telesa obstaja samo ta roža. Od glave do pete je samo ta roža. Katerakoli roža. Katerokoli rožo si pač vizualizirate. Od glave do pete ste ena sama čista rožica hvaležnosti. Občutite lepoto in dišavo. Zdaj se poskušamo koncentrirati na svoj dih. Kako smo na začetku rekli, globok vdih skozi nos, globok in počasen vdih. In globok izdih. Tokrat brez vizualizacije. Koncentracija samo na dih. In probajte ne pustiti nobeni misli, da pride v vaš Koncentracija na dih vam pri tem lahko pomaga. Ko smo pozorni samo na dih, potem ni misli, oziroma se lahko zavedamo prihajajočih misli v naš Že ko začutite, ko vidite, da misel ima svoj stavek in črke, ko vidite, da določena misel prihaja v vaš če tako rečem, ko prva črka stavka vaše misli prihaja v vaš jo takoj dajte stran, ker ko enkrat pustite celotno misel, cel stavek, da pride v vaš potem ga je malo težje dati ven. Če pa ste kot stražar pred vašimi vrati in že ko pridejo, ko ne pridi prava misel, hoče vstopiti v vaš če jo takoj na začetku lahko ignorirate ali odtujite od sebe, potem ta misel ne more priti v vaš In prav koncentracija na dih nam lahko pri tem pomaga, ker
smo pozorni na nekaj drugega, oziroma se koncentriramo na dih in tako smo bolj zavestni prihajajočih misli. Da poskusimo dihati spontano, globoko, udobno in ko kakršnakoli misel pride v naš um, prvo, da se zavedamo in potem, da ji ne pustimo, da vstopi v naš um. To je podobno, kot bi nekdo pozvonil na naša vrata. Mi ne vemo, ali zvoni prijatelj ali sovražnik. Ampak ko enkrat odpremo vrata, če sovražnik vstopi, potem ga je težko dati ven. V tem primeru je sovražnik slaba misel. Tako da bodimo pozorni pred vrati našega uma. V redu. Za danes bomo končali z vajo meditacije. Meditirali smo približno 15 minut. Tako da za tiste, ki ste me redno spremljali zadnje 2-3 sezone, teh 15 minut naj ne bi bil noben problem, ker smo delali vaje na začetku najprej po 3 minute, pa 5 minut, pa 10, tako da zdaj 15-20 minut ne bi smel biti noben problem. Razen, če ste začetniki, če prvič gledate to oddajo, potem vam svetujem, kako sem že rekel, da si pogledate še od začetka, kjer govorim o abecedi, ABC, začetkih meditacije. Danes nisem mogel vsega povedati, ker je veliko tako da bom rekel, sem napisal pod navednicami eno knjigo na tej televiziji, kako začetki meditacije, in svetujem vam, da si pogledate, da boste potem lažje nadaljevali v prihodnosti. Kot sem rekel, na začetku bi zdaj to jesensko sezono imeli malo drugače. Ne bi imeli, mogoče izjemoma, ampak ne bi imeli tematik določenih življenjskih, ker smo jih imeli kar precej, mislim, da čez 20, ampak bi imeli bolj praktičen del meditacije ali branje meditativnih duhovnih aforizmov
ki niso nič drugega kot pa meditacija, ker v sebi nosijo božansko zavest. Tako da, lepo se imejte in hvala do naslednjič.